Dober dan. Lep pozdrav. Schengen še obstaja? Schengen, eno mesto, vas, kraj. Ja, na Kitajskem. preden odgovorim, naj najprej pozdravim Anteja, ki nas je zapustil, ki je montiral tele filme, ki jih Tretji človek najinega dueta. Tako je. Hvala. Žal mi je, za pač vsakega človeka, ki dobro dela in gre iz hiše. Schengen, ne. Ja, verjetno se referiraš zdaj na Schengen v luči Švedske, Danske, Finske, ne. In začenši z Italije, kot se govori. Italije, začenši Avstrije, Nemčije, tam. z Ogrsko in Slovenijo, ne. Ja. Ja. En tak hecen položaj je nastal, ne, pač zdaj, dobro, ne, Ogrska pa Slovenija sta postavili žico. Hkrati, ne, se pa dozdeva, ne, da ob tem razpadanju Schengena, Dublina in drugih krajev, ne, se v resnici ozemlje tega schengenskega režima krči, ne na kraje, kjer je žica, ampak mejo ali dve nazaj. Ja, problem je neka vojna krajina, ne, neka tamponska cona, ne, med žico in resničnim ozemljem, ki je prav posebej varovano, čuvano, ja, ki predstavlja neko jedro. Ali zdaj moramo videti problem razširiti, ne, in mogoče se referirati na to, kar je minister za zunanje zadeve Karel Erjavec rekel na bojnem posvetu slovenske diplomacije, češ Evropa ne bo nikoli več takšna, kot je bila, ne. Prvič, drugič, ne, treba je v obzir vzeti poročila o novoletnih izpadih v Kelnu. V Kelnu, ja, kjer naj bi severnoafriški in arabski priseljenci napadali ženske in se javno zato zelo vznemirja, ker policija preprosto na to ni bila pripravljena. In tretja stvar, v globalu je treba vzeti v obzir dejstvo, da ob vseh zadevah, ki smo jih že pregledali, ne, da bodo ti tokovi na vsak način povzročili novo premišljevanje v Evropi, desne odklone, potem zaton razsvetljenskih idej in tako naprej, to je en pogojen refleks, ampak se pa zgodilo nekaj izredno pomembnega, kar bo vplivalo seveda tudi na Evropo in tudi na Slovenijo, to pa je, ne, da je Rusija in pa predsednik Putin v svoji strategiji nekako postavil NATO pakt, v katerega sodi tudi Slovenija, za svojega nasprotnika, ne, ponovno. Kot grožnjo, kot nacionalno grožnjo, nacionalne varnosti. Zdaj, je to slabo, je to dobro, ne? To je zdaj dobro vprašanje, ampak mogoče vse ni tako slabo v tej izjavi, zato ker tisti model globalizacije, ki je sledil, ali pa tega kapitalizma, ki je sledil padcu berlinskega zidu in pa tako rekoč nasledil hladno vojno, se vendarle zdaj nazaj vzbuja v smislu iskanja nekega ravnotežja, ki bo potencialno moralo iskati še kakšne druge vrednote, kot je samo kapitala, ne. Kapital ne bo v tem smislu več tako preskakoval nacionalne meje, kot jih je do zdaj, ne. Še posebej recimo nafta se normalno spušča, ne. To ni kapitalska, ampak je verjetno politična odločitev, bi jaz rekel, ne. No, mislim, deloma tudi tehnološka, ne, ker so si domislili novih oblik vrtanja, ki ni samo vertikalno, ampak gre lahko tudi horizontalno, ker omogoča, ne, dostop do zalog, ki prej niso bile. Ja, Rusija zelo ječi pod pezo nižanja cene nafte. To je Rusijo udarili, je udarili Saudovo Arabijo, ki je v neki nenavadni situaciji, konec koncev države od Irana, Iraka in tako naprej, ne, tako da se s tem drsenjem cene nafte tudi, ne, spreminja konfiguracija. Zdaj, če se vrnemo nazaj na Schengen, na posledice Schengena, ali tisto, kar Schengen simbolizira, ali pa tisto, kar meje simbolizira, v bistvu nazaj simbolizirajo to, da bodo nacionalne enote ali pa ožje enote ali pa regionalne enote bolj premišljevane samo sebe, kot so doslej. Kar pomeni, ne,
da recimo Rusija išče svojo nacionalno identiteto in jo kar dosti dobro najdeva, čeprav na čudne načine, ne, vojaško podprte načine in tako naprej. Ne. Evropska unija na vsak način bo vsaka izmed nacij na novo iskala svojo identiteto se pravi, čas je naklonjen temu, da se vprašamo ali pa da se sprašujemo, kaj je vsebina tistega, kar smo zapustili in se vrača. Ne? Mislim, neka ne najbolj jasno izrečena identiteta Slovenije, ne? Tako, to, je bila, ne? Tako kot jaz znam sestaviti skupaj slovensko zunanjo politiko, ne? Pa mogoče se motim, ne? Da smo iskreni privrženci in sledilci NATO pakta, vendar ne, se imamo hkrati za mostiček na tehtnici s slovanskim svetom, vključno z Rusijo. Ne? Ja. In zdaj, ne, ta neka neizpisana identiteta, ne, veš, kot najbolj zahodna slovanska država, na en uček škilimo še malo proti Moskvi, ne, se morala ali bolj jasno profilirati, pa bo treba jasno povedati, okay, kje smo. A smo samo Zahod, a smo še ta mostiček na tehtnici, a ne, jeziček most, ne, med slovanskim pa zahodnim svetom, ali smo morda še vedno samo najbolj zahodna slovanska država z jasno navezavo na Moskvo. Ne. Ta identiteta je definitivno v krizi. Ne? Ki ima dobro, ne, svoja ozadja v gospodarskih interesih, ampak malo bo tukaj treba nekega intelektualnega napora v smislu iskanja odgovorov na vprašanje, kje smo, kdo smo, pa kam gremo. Ne? Ja, tukaj smo pri bistvu problema. Jaz mislim, da Slovenija pravzaprav že več nima nobene druge izbire, kot to, da gre nazaj tja, čemur se vedno odreče takrat, ki gre dobro, in to je kulturo. Čisto enostavno. Ne? Vse, kar je ostalo, recimo, gospodarski interesi ali pa ozki gospodarski interesi, ki so pogojevali recimo velike razprave o nacionalnih ciljih in interesih, so bili čisto preprosto interesi biznisa velikih ekonomskih subjektov pri nas. Ne? Zdaj se soočamo s to tretjo privatizacijo, ki je v bistvu šla po diagonali propadlih bank ali pa velikih bančnih lukenj, slabe banke in tako naprej in smo spet v tistem najbolj poraznem možnem vzdušju, v katerem se stvari, za katere smo recimo plačali milijardo, prodajajo po 100 milijonov, ne? Ali pa za tisto, kar smo 100 plača, se po 10 prodaja naprej. Skratka, neka ekonomistična taka govorica se izgovarja, ne, v čisto kmečki govorici je pa tako, ne, da kmet je rekel, da si iz Finfarja drobiž dobil. Ne. Januar je čas razprodaje. Tako, ne. Iz Finfarja si naredil drobiž in na koncu iz petaka si naredil drobiž. Ne. Ja. In hkrati si se moral delati, da si napravil dober posel. Kaj ostane? To, ne, da se zdaj pogovarjamo o Palomi, se pogovarjamo o Trimo. Skratka, o velikih podjetjih, ki so nekoč kao cveteli, ne, kako jih bodo zdaj neki penzionistovski skladi tujih držav pokupili, zato da bojo optimalizirali svoj dobiček in biznis, tukaj pa v bistvu izrivali delovna mesta, zato da bi maksimalizirali lahko pač svoje dobičke. Ne. Kakšna logika iz tega pride? Iz tega pride to, ne, da tisto, kar so si v času začetkov foruma 21 zadajali kot slovenski nacionalni cilj, to pa je identiteto kot poslovna odličnost, od te poslovne odličnosti presnet kaj dosti ni ostalo. In kako vzpostaviti nazaj neko odličnost v prostoru, zato da bi lahko vzpostavljala nazaj neko nacionalno odličnost, to je pa prvo in pravo vprašanje. S tem se je pač treba ukvarjati. In ne vidim nobene druge bolj pametne metode, kot to, da se gre sprašati nazaj v kulturo. Ne? Kar ne mislim na Ministrstvo za kulturo, ampak v kulturo kot tako. V kulturo kot tisto, ki vzpostavlja, ne, tako kot si ti zanč lepo citiral Nučeja, ne, v smiselnost nesmiselnega, v tisto, kar so
zanikovali, ker pač ne nese zlatih jajc od danes do jutra, ampak na dolgo roko. Ne? A veš? In recimo, ko sem zadnjič poslušal ministra Mramorja, ko je preprosto rekel, da v Sloveniji ni niti enega programa, ki bi povedal, kaj je slovenska država opredelila kot svoj poslovno-ekonomski nacionalni interes. To se pravi, ali je to, ne vem, vlaganje ali pa zaščita petrola, recimo, ali je to zaščita te industrije, one tretje industrije. Mislim, kako je mogoče, da ljudje prijemajo plače in to nadpovprečno visoke glede na slovensko nacionalno povprečje in o tem sploh ne razmišljajo. O tem v 20 letih niso sproducirali niti enega dokumenta. O tem niso povedali popolnoma ničesar. Se pravi, mi imamo na politični ravni popolnoma barbarsko pozicijo ljudi, ki ne vejo, kaj bi s to državo počeli, razen to, da se udinjajo lobijem, ki imajo pač od danes do jutri interese, ki se pa po jutrišnjem seveda izkažejo za slovenski nacionalni dolg. Ne. To je pa popolnoma napačna pozicija. Ne. No, mislim, jaz sem, dokler mi psička ni zgrizla knjige avtorja Fergusona o civilizacijah, ne, pa je bilo malo težje brati, Zumkota priskočili na pomoč z novim izvodom. Skratka, kaj se dogaja s Kitajsko, ne? Kitajska je vratolomno dvignila naložbe v znanost. Delež GDP-ja, ki ga se pravi bruto nacionalnega dohodka, ki ga namenja znanosti. Ne? In pač to je nova kitajska identiteta. Ne? Slovenija je samo v nekem precej kratkem obdobju v zadnjih 15 letih nekoliko dvignila delež BDP-ja za znanost, vendar ta spet upada in drsi na neke nivoje, ki so nedostojni. Ne? Podobno velja s kulturo. Ne? Zdaj, okay, sva pri kulturi kot ministrstvo za kulturo, ampak pri teh točkah nam ne gre. Paradoksi se kar vrstijo en za drugo. Mene popolnoma veseli, če Kitajci vlagajo v kulturo, zato ker vem, da so real kulturniki, ne? V tem smislu, da bodo v pač real sceno vlagali. Ne? To se pravi v eksaktne znanosti, ki bodo pač proizvajali eksaktne učinke v uporabnih vsakodnevnih rabotah. Ne? Evropa je in mora biti drugačna. Ne? Zaradi tega, ker v bistvu se iz real sektorja znala vedno dvigovati v neuporabniško sfero, ki je na koncu, ali pa Amerika, recimo v vesolje sigurno ni prišla zato, ker mislim, da bo iz vesolja profitirala. Profitirala je zato, ker je razmišljala, da mora znanost peljati v smislu pionirstva, ne? V vesolje. Iz tega se je razvilo marsikaj. Ne? V Sloveniji smo se pa zdaj v 10 letih varčevanja tudi na grškem primeru lahko naučili, ne, da vse tisto, kar narediš za to, da proizvaja neposredne učinke, običajno naredi dvojno škodo. Čeprav se v prvem trenutku kaže, da je pač to treba narediti. Mogoče si celo pač sužen tega, da moraš nekaj narediti, ja, ampak da pa ne bi videl svojega položaja in pozicije, pa ne bi ukrepal za naprej, to je pa že neumno. Ne. In to, da recimo, ne vem, ali se ti strinjaš, ali se jaz strinjam s tem, da bi bil da bi nov šef OZN postal Danilo Türk, ne? Ampak trenutno stoji za njim slovenska država, ne? In na posvetu so poskušali opozicijo prepričati, da ne neha sekati noge tam, kjer nima nikakršnega smisla. In s tem se jaz strinjam. Ne? Tudi če se ti ne strinjaš, da bi nekdo ali pa če se z neko osebo ne strinjaš, je vendar nacionalna pozicija taka in v nacionalni poziciji obmolkni takrat, ko je treba obmolkniti. Zato, ker ne boš s tem nič naredil. Včas je, oziroma ne včas, ne, pogosto je dobro se naučiti, da si tih takrat, kaj treba biti tih. Ja. No in to je to. A veš, da je treba včasih, bom rekel, državo dvigniti nad sebični interes. In tega jaz v naši politiki definitivno v real politiki vsakodnevno v zadostni meri ne vidim. So tudi ljudje seveda, ki tako razmišljajo, niti niso toliko opaženi. To ne, da ne uvidijo tega, da se je začel z vpitjem o tem, kako je treba
ograjo postaviti, o tem, kako je treba puške uperiti zoper begunce in tem, da bo to v končni fazi pripeljalo do segregacije Evrope in pa do ponovnega rušenja šengenskega sistema, v naslednji potezi do mini Schengena, v naslednji potezi pa v nekaj, kar je že bilo, pa ni dobro, da bi bilo, in da pač tega, da je do tega samo en korak in da tega ne uvidijo, to je kar dokaj porazna logika, ne. Se pravi, mi gremo res iz regresijo v še večjo regresijo, zaradi tega, ker odprtost meja je dejansko služila samo kapitalu, nam v končni fazi nič, ne. Če tako pogledamo, ne. Sva omenjala prejle Nuča Ordina. Ja. Zanimiv stavek ima, ali pa citat v samem uvodu, ne, ko govori o kitajskem cesarju, ki je postavil zid. Ne. Sinhronizirano s postavitvijo zidu je ukazal zažgati vse knjige, ki so bile napisane pred njegovim prihodom na oblast, kajti stare knjige so brez veze. Ne. Pravi, obstaja zgodovinska paralela med zapiranjem in regresijo, ki se ji reče zažiganje knjig. Ne. Definitivno in tudi recimo to, ne, da se vsa govorica reducirala na svetišče ekonomije, ne, da in na tiste veš, še zdaj mi gre na bruhanje, ko poslušam vse tiste nežne izraze, ki se v ekonomizmu vrtijo, kot veš, kako se ekonomija prehladi, kako iz noska teče, ne. A veš, kako jo se ohlaja, kako jo treba ogreti in podobne stvari, ne. Mislim, to je nekaj neverjetnega, ne. To so že prav freudovske kategorije, ne. Medtem zastopaš, ko se lahko knjige zažiga, ne. A veš, in tudi tisto, kar si enkrat nedavno objavil, dost dobro razmišljanje ob obletnici zdaj, ne, ob obletnici Shakespearjeve obletnici, ki si objavil Boštjana M. Zupančiča, ki je pisal o potrebnosti klasične izobrazbe ali pa jezikov, kot so latinščina, grščina in podobno in neverjetni, bom rekel, presežnosti njihove brezinteresnega znanja na tem področju, ki pravzaprav ne pelje v noben konkreten cilj, ne. Razlika med tistimi, ki tako razmišljajo in v bistvu delajo civilizacijo, zlasti razsvetljensko, in tistimi, ki se v bistvu neposredno vzročno izobražujejo in tudi ukrepajo in poskušajo vsako stvar obrniti v neposredno korist, in kot jim je on rekel, se imenujejo realfuksi, ne. In pohod realfuksov v krizah je vedno na pohodu, če tako rečem, ne. Tistih, ki pa vzpostavljajo civilizacijo, brez katere ni mogoče niti gospodarstva postaviti, ne, pa vedno manj, ne. In zdaj smo v poziciji, ne, ko je treba vsak dan sproti in na dolgo roko in srednjeročno pač izgovarjati tiste besede, ki so bile že samoumevno, ne, da so te razsvetljenske vrednote, a veš, izredno pomembna stvar. In da če je nekomu uspelo, da je prišel, ne vem, v Boh in pa kupil za 1 milijon cel vogel, ne, to ni predmet odličnosti, ampak je nek manever, ki v končni fazi dela nesorazmerja, ki niso korektna, ne. In če se še obnaša temu primerno toliko slabše, ne. Enakost, svoboda, bratstvo. Tako je, ne, skratka, ljudem je treba pustiti živeti, ne. Ne moreš v končni fazi ustvarjati nesorazmerja, ker ta nesorazmerja na koncu pokopljajo fevdalce, vedno in povsod. Še posebej zato, ker se ne sklicujejo na svojo sposobnost, ampak na neko dedno čast ali pa preprosto na srečne okoliščine, ki so jih pripeljale v neko prednost pred drugimi. To se nikoli dobro ne izide, ne. Dobra strukturirana država vedno v bistvu postavlja ljudi v neka razmerja, ki so kolikor toliko vzdržna in pravična, ne. Hotel to reči, ne, veš, imamo enakost, svoboda, bratstvo, ne. Če te tri enote jemljemo izolirano, pa dopustimo, da pri enakosti, ne, namesto enakosti začne izrazito nastopati neenakost, če se neenakost povečuje, pa svobodo ekonomske pobude, ne, rečemo, pustimo neokrnjeno, bomo tudi iz bratstva dobili na koncu paternalizem, ne. Ja. Ne, potem imamo paternalizem, neenakost, pa samo še ekonomsko svobodo, ne. Tako da
te tri elemente je treba razumeti kot vezano posodo in kot nekaj, kar mora biti v smiselnem ravnotežju, ki pa je danes podrto. Ne. Če rezimirava, ne, Schengen, ne, in to, kar zdaj vzpostavlja nova razmerja v Evropi, ne, je nekaj, kar bi Slovenijo morali zdramiti, zato da bi dejansko razmislila o gabaritih svoje lastne samobitnosti. V čem, kako, zakaj, kam. Ne. A veš, ali imamo mi v bistvu sploh potencial, intelektualen potencial, duhovno-intelektualen potencial ljudi, ki so sposobni sploh v teh kategorijah razmišljati in postaviti gabarite, bom rekel, naše partikularne civilizacije in jo usmerjati v prihodnost. Ali mi to sploh imamo? A imamo? Ja, glede na to, ne, kako so v zadnjih 10 letih presahnile vse tiste enote, recimo ala Nova revija in te pisateljske enote, ki so se imele grozno za pomembne pri osmišljevanju tega našega vsakdana. Ne. Ja, pa se so bile. Ja, so res bile. Zdaj imamo predsednika, ki gre na roštilj. Ja, to ti govorim. Katastrofa od katastrofe. Ne. To, kar sporoča predsednik države, ne. Mislim, če gre predsednik na roštilj, ne, pa bomo pekli hrenovke. Ne? Točno tako, ne. Greva na hrenovke. Greva in o tem se bomo morali še pogovarjati. Ne? O simbolni vrednosti predsednikovih roštiljat. Ja. Lej, sej. Naslednja bo cvički.